Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V sredo je bila seja občinskega sveta občine Kranjska Gora. O dnevnem redu več kranjskogorski župan Janez Hrovat. Najbolj pomembna je bila vsekakor točka o proračunu za leto 2019, pa tudi točka o novi turistični taksi za leto 2019, pa mogoče tudi še ureditev razmerij za to našo Katro na Dovjem z zadrugo Dovje. Tako da to so bile glavne stvari. Poleg tega pa smo seveda tudi imenovali komisije in odbore za ta 7. mandat, pa poročilo o programu športa, kulture je bilo sprejeto, končno poročilo o upravljenem nadzoru, o določenih postavkah pa nekaj dodatnih vprašanj in pobud. Proračun je bil torej glavna točka tokratne seje. Proračun v letu 2019 je postavljen kar ambiciozno, tudi na podlagi pričakovanih višjih dohodkov, predvsem iz naslova turizma in gospodarstva. Koncesnine seveda, pa tudi iz povečanja nekaj te glavarine, ki je bila sprejeta zdaj te dni in ki bo v letu 2019 nekih 30 evrov več kot lansko leto. Tako da pričakujemo proračun visok 10 milijonov 300 na prihodkovni strani in nekaj 12 milijonov na odhodkovni. Spreminja se tudi vrednost turistične takse. Koliko bo ta vredna po novem? Občina Kranjska Gora je na podlagi novega zakona o spodbujanju turizma sprejela tudi nove vrednosti turistične takse, ki bo po novem na območju KS-a Kranjska Gora 2 evra, skupaj z to takso 25% za slovensko turistično organizacijo, se pravi 1,6 evra za občino in 0,4 evra za slovensko turistično organizacijo za promocijo Slovenije in seveda tudi Kranjske Gore. Na ostalih področjih občine, se pravi Gozd Martuljk, Dovje Mojstrana, Rateče in Podkoren, pa ostane turistična taksa v višini 1,6 evrov z vključeno to 0,25% stopnjo za STO. Imenovali so tudi odbore in komisije, ki skrbijo za nemoteno delovanje občine. Na podlagi predloga komisije za volitve in imenovanja smo tudi potrdili vse odbore. Glasovanje je šlo skozi gladko, tako da jaz tudi, kar se tiče ostalih točk, pričakujem mandat konstruktiven in da bojo svetniki delali za dobro kraja in dobrih odločitev, ki jih, upam, bomo sprejemali v tem mandatu. In še voščilo kranjskogorskega župana Janeza Hrovata. Izkoristil bi pa to priložnost še za voščilo našim občankam in občanom zdaj v tem predbožičnem času. Vam želim predvsem mirne praznike, pa srečno, uspešno, bogato in kakorkoli že na vse načine ugodno leto 2019 ter seveda dobro počutje v naši lokalni skupnosti. Hvala. Na osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora je bil ta teden zanimiv in tudi malo drugačen, povsem predprazničen. Ni bilo dneva, ko se ne bi kaj dogajalo. Na osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora je za vami pester teden, začniva kar v ponedeljek. Takrat so vas obiskali predstavniki Triglavskega narodnega parka. Za kakšno sodelovanje pravzaprav gre? Ja, res je. Zelo smo veseli. Sprejeti smo v skupnost osnovnih šol biosfernega območja Julijskih Alp. V tej skupnosti je okoli 40 šol. Imeli smo posebno prireditev, na kateri so nam predstavniki Triglavskega narodnega parka tudi predstavili svoje delo, predstavili, kaj je cilj tega biosfernega območja, da bomo ohranili to naravo,
tako kot je, tudi našo kulturno dediščino. Dobili smo posebno plaketo, ki jo bomo tudi obesili v šoli in predvsem je pa cilj, da bomo res tako živeli in s tem živeli. V torek smo imeli koncert glasbene šole Jesenice. Naši učenci, ki so v glasbeni šoli Jesenice, so nam pripravili koncert, igrali na inštrumente, kar je bilo res zelo lepo in se jim tudi zahvaljujem za ta koncert. V četrtek je bila državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, kjer je nastopilo veliko učencev. Res jih je treba pohvaliti, bila je posebna proslava, kjer je pokazala neko tradicijo v naši državi, kako so izgledale nekoč proslave, kako so danes dosti bolj sproščene in je ta razlika bila res lepo prikazana. V petek pa smo imeli palačinka party, kar pomeni, da je ples, peka palačink, srečelov. Učenci so preživeli eno lepo družabno dopoldne, zaželeli smo jim prijetne božično-novoletne praznike in zaželeli tudi uspešno leto 2019. Tudi dobrodelni ste bili letos, sodelujete z Anino zvezdico? Ja, zbrali smo več kot 200 kilogramov živil, bolj trajnega izvora, in smo jih tudi odpeljali v Radovljico k Anini zvezdici. Jaz se bi tukaj zahvalil res vsem učencem, staršem, zaposlenim, res so darovali in zagotovo bomo polepšali kakšen dan družinam, ki si tega ne more privoščiti. Kako ste zadovoljni s prvimi meseci letošnjega šolskega leta, če malce na hitro preletiva? Zelo smo zadovoljni. Glejte, prvo bi se rad zahvalil vsem, ki nam pomagajo. Tukaj je občina nam zgradila novo športno igrišče. To je nekaj neverjetnega. To je objekt, ki bo res za desetletja izboljšal kvaliteto športa na šoli in tudi, kar se tiče kraja. Dobili smo brezplačne letne smučarske vozovnice, otroci smučajo. Že, ko jih takole malo vprašam po hodnikih, vsi pravijo, da so že smučali, da se vsega veselijo in res pričakujejo z veseljem tole božično in ponovletno obdobje. Vendar je treba povedati, da tudi Ski Kranjska Gora je znižala karto in s tem tudi oni prispevajo del teh sredstev k brezplačni smuki naših otrok. Kakšne so vaše želje za prihajajoče leto? Jaz najprej želim otrokom. Otrokom želim, da bojo zadovoljni, srečni, da se bojo veliko naučili, da bo šola tista, ki jih spodbuja k vedoželjnosti, k uspešnemu delu, da bojo čim več preživeli s svojimi starši, da se bojo dobro počutili in seveda želim, da bi vsi Kranjskogorci in vsi občani občine Kranjska Gora res uživali v tem izjemnem okolju. Šola je del tega okolja, mi smo ponosni na našo šolo in verjamem, da so lahko tudi občani. Ja, in ob tej priložnosti bi zaželel seveda vsem občanom občine Kranjska Gora prijetne, uspešne, vesele, praznične dni in pa kar si želijo, da se jim uresniči v letu 2019. Počitnice so se začele, zimska sezona prav tako in zato se na kranjskogorskem smučišču lahko ponašajo z novo pridobitvijo, novim teptalnim strojem, ki bo delavcem seveda v veliko pomoč. Na kranjskogorskem smučišču se lahko pohvalite z eno novo pridobitvijo, to je nov teptalni stroj. Morda poveva nekaj njegovih karakteristik. Res je, obogatili smo floto naših teptalnih strojev. Zver, kot jo radi poimenujemo beli volk, je široka 6 metrov, dolga dobrih 9 metrov, ima 530 konjskih moči in doseže hitrost 22 km/h. In veseli smo te pridobitve, stala je dobrega pol milijona evrov. To pa nam bo zagotovilo seveda, da bodo proge še bolj varne in kar je najvažnejše, da bomo lahko nudili še več doživetja na belih strminah. In je že na terenu, že opravlja svoje delo?
Že premierno 2 dni nazaj, tako da smo ga preizkusili, dela in smo zelo zadovoljni. Tu so počitnice in prazniki, pričakujete veliko smučarjev, katere naprave jim bodo v teh dneh na voljo? Tako je, poskrbeli bomo, da bodo odprte vse proge, vse tja do Velike doline. Ta zaenkrat zaradi pogojev še ni odprta. Vabimo na smuko, smučarji boste lahko od Kekca do Poligona, tako da verjamem, da bomo omogočili veliko veselja tudi preko praznikov. Vmes je še Brsnina, kdaj boste tam zagnali naprave? Res je, tudi Brsnina je nova pridobitev, posodobili smo jo, to bo povsem nova naprava. Njena kapaciteta je 900 smučarjev na uro. Najbrž sam po sebi podatek ne pove veliko, če pa podam primerjavo, da je stara vlečnica pripeljala 500 oseb na uro, je pa to najbrž že bolj konkreten podatek. Trudimo se, da bi obratovala čim prej, vendar pa čakamo še na tehnični prevzem. Upamo seveda, da bo ta čim prej, pa ob koncu povabiva še vse na smuko v zimsko Kranjsko goro. Seveda, tako kot smo rekli, Volk je v pripravljenosti, tako kot preostali del flote. Zaposleni se maksimalno trudimo, da bi vam omogočili čim prijetnejšo smuko. Verjamem, da nam bo to uspelo s skupnimi močmi, vsi pa ste prav lepo dobrodošli. Drage gledalke in gledalci, zdaj prelistajmo še koledar prireditev. Žive jaslice, božična zgodba ujeta v ledeno kraljestvo, bodo v Mlačci v Mojstrani na ogled od 25. do 30. decembra ob 16., 17. in 18. Vsak dan do 30. decembra lahko od 9. do 19. obiščete ledeno kraljestvo. To je sicer v dneh, ko so na sporedu predstave, odprto od 9. do 13. Obletnico žičnice Mojstrana bodo obeležili v sredo ob 18. Pripravljajo zabavo z DJ-jem, smučanje z baklami, brezplačno smučanje od 18. do polnoči. Vsi oblečeni v retro smučarsko opremo pa dobijo brezplačen čaj in klobaso. Božični koncert mešanega pevskega zbora Kranjska gora bo v Župnijski cerkvi v Kranjski gori v sredo ob 19. V cerkvi v Podkorenu v četrtek ob 18. V Župnijski cerkvi v Ratečah pa v petek ob 18:20. Občinski novoletni koncert pihalnega orkestra Jesenice Kranjska gora bo v četrtek ob 19:30 v dvorani Vitranc v Kranjski gori. Zimska pravljica z ansamblom Saše Avsenika in slovenskim oktetom bo v dvorani Vitranc v Kranjski gori v petek ob 19:30. Lutkovna predstava Gluhi kralj in prihod dedka Mraza na trg Olimpice v Mojstrani bosta v nedeljo ob 17. Drage gledalke in gledalci, to je vse, kar smo pripravili v tokratni Kroniki tedna. Želimo vam prijetne božične praznike, ki so pred nami, in nasvidenje prihodnjo nedeljo. Pa srečno!